Lepo pozdravljeni, smo v oddaji Moj SP, jaz sem Teja Snoj in s Tamaro se pogovarjava o plodnosti, neplodnosti, izzivih, ki jih doživljajo ženske na svojem zdravstvenem področju, o Wim Hara masaži in pa o samopodjetništvu. Hvala, ker ste se ustavili tukaj, si vzeli čas in boste v najini družbi naslednje pol ure. Moje ime je Tamara Nanaja Trani in sem SP-jevka. Ena izmed več kot 100 tisočih v Sloveniji. Samostojna podjetnica, SP-jevka pa je tudi moja današnja sogovornica, Teja Snoj. Teja, lepo pozdravljena. Pozdravljena. Teja je antropologinja, ki je že v času študija raziskovala starodavne ženske modrosti in rituale. Ko pa sta si kasneje s partnerjem želela ustvariti družino, sta se srečala z izzivi na poti do zanositve, soočala sta se z nepojasnjeno neplodnostjo in Teja je prestala tudi postopke umetne oploditve. Medtem pa je Teja neumorno raziskovala, se izobraževala doma in v tujini in pri tem ugotavljala, da mora začeti delati s telesom. Preko posebnih ritualov namreč. In danes je Teja mama dvema čudovitima deklicama, hkrati pa neomajna podpora številnim ženskam v različnih življenjskih obdobjih. Več o tem nam boš, Teja, kmalu povedala tudi sama. Ampak pojdiva nazaj na začetek. Kako se je vse skupaj začelo, govorim iz vidika poslovne poti, od kdaj si samostojna podjetnica in pa a je to tvoja prva redna zaposlitev, se je tvoja kariera začela s samostojnim podjetništvom ali pa mogoče kako drugače v življenju? Moja zgodba je zelo zanimiva in sicer zares nikoli nisem razmišljala o tem, da bi postala pač samozaposlena. Vedno sem nekako videla, da bom bolj ostala v antropoloških vodah, delala v kakšnem muzeju in tam ustvarjala pač svoje delo, ne. Vode so me seveda zapeljale čisto veliko bolj v neki korporativni svet. Tam sem bila kar nekaj časa. Manjkalo pa mi je tisto nekaj več. In ko sem zanosila, ko so majhne bile deklice, mi je odgovarjalo to delo od 8 do 4, zato da sem popoldne lahko bila z njima in tako naprej. Ampak vedno bolj me je izzivalo to, da bi spoznala nekaj več, da bi raziskovala ženske cikle, žensko delovanje na splošno, znotraj poslovnega sveta in zdravja in tako naprej. Pač od nekdaj me je zanimalo delo s telesom. In tako sem začela raziskovati dejansko sebe, ker mi ta neplodnost ni dala miru in sem želela pač ugotoviti, kje je bil izvor vsega tega. Saj sem bila mlada pa zdrava drugače, a ne. No, tako da sem začela raziskovati to, potem sem se soočala z nekimi zdravstvenimi težavami in brala mnoge raziskave. Potem sem se odločila, da se izučim za maserko, ker sem nekje prebrala, da dotik zdravi. In tako se je razvilo moje delo. Moja izkušnja z IVF-om, a ne, in z neplodnostjo je pripeljala kar nekaj žensk v moje življenje, ki so iskale neko podporo, razumevanje in predvsem to, da bi bile slišane, kaj se jim dogaja, kako čustvujejo, kaj doživljajo in tako naprej. In tukaj se je začela moja pot. Kar nekaj časa sem delala v bistvu 2 službi.
torej hodila v službo in pa popoldne si vzela čas še za kakšno stranko. No, konec septembra leta 2025 pa sem se odločila, da stopam na samostojno pot. Si torej še zelo sveža, v bistvu samostojna podjetnica, ampak vendarle z zelo močno življenjsko, plodnostno, če lahko tako rečem, in pa korporativno kilometrino. Res je. Okay. Ko sem bila jaz majhna, sem mislila, da masaža pomeni masaža hrbta in da je to edini del telesa, ki se ga masira. Potem sem v najstništvu srečala, spoznala masažo nog, stopal, prstov, tako imenovano refleksno-consko masažo in še to po nekem, težko bi rekla naključju, namreč to je počela moja mama, torej izvajala refleksno-conske masaže, zato sem tudi prišla v stik s te vrste masažo. Šele kasneje, skozi življenje, sem potem odkrivala in ugotavljala, da pravzaprav obstaja kup enih različnih masaž in da se praktično lahko masira vse dele telesa, celo lasišče, obraz in tako dalje. Nekaj teh masaž sem tudi sama sprobala. Vedno pa sem nekako mislila in tako sem tudi slišala iz okolja, da so pa maternica in rodila tisti sveti organi, ki pa se jih ne dotika na način oziroma, da bi se jih masiralo. In potem sem slišala, spoznala tebe in ti si v bistvu to prepričanje, to, v kar sem jaz verjela in kar sem pač menila, da je temu tako, postavila na glavo. Ti se namreč ukvarjaš pa ravno z masažo teh organov maternice, jajčnikov, rodil pri ženski. Pa dej nam povej, meni pa tudi vsem gledalcem oddaje Moj SP, kdo si ti pravzaprav? A si ti maserka, a nisi maserka? Tako v osnovi lahko rečeva, da sem maserka, ampak jaz vedno pravim, da sem ženska, ki dejansko drži prostor. In sicer z tehnikami, z določenimi orodji, ki jih izvajam med svojimi tretmaji, sem tista, ki v bistvu drži prostor in podporo ženskemu telesu, da naredi svoje, da je čuteno, da je slišano, da se lahko ženska dejansko poveže s svojo maternico, s svojimi rodili, da vzpostavi nek stik in da se poveže z njim, da ga končno zasliši. Tako da, ne vem, če sem samo maserka, mislim, da bolj znam držati prostor, no? Da sem ta prostor, kjer se telo lahko sprosti in se ženska poveže s svojim telesom. Ker se to povezuje v bistvu z zelo konkretnim ritualom, ki ga ti v bistvu izvajaš pri teh masažah. Mogoče malo več o tem v nadaljevanju. Zdajle pa mogoče, da zaključiva ta najin prvi del pogovora. Povej meni in pa gledalkam in gledalcem naše televizije, katerim ženskam in v katerih življenjskih obdobjih ti v bistvu pomagaš oziroma prihajajo k tebi na masaže. Je to kar za vse ženske, ne glede na obdobje, starost ali gre za kakšne posebne? V bistvu pomagam čisto vsem ženskam, seveda tudi mlajšim, torej deklicam. Tam se bolj srečujemo s kakšnimi težavami, s zaprtostjo, s pogostimi diarejami. Tiste, ki vstopajo v puberteto, pa se hormončki že malo javljajo, pa so njihove prve menstruacije seveda normalno še neredne, ampak so lahko zelo boleče. Tudi te simptome blažim, ne. Vsekakor pa pomagam vsem ženskam v vseh življenjskih obdobjih,
ker je naša cikličnost zelo pomembna. Če smo ciklične, smo plodne. Plodno ne pomeni, da smo samo v tistem obdobju, ko želimo zanositi, ampak smo plodne v vseh svojih obdobjih. Torej, če naša rodila pravilno delujejo, če so hormončki v balansu, če smo mi v dobri energiji, potem je tudi naše zdravje boljše, smo bolj vitalne in zato čisto vse ženske, tiste, ki se pripravljajo na zanositev, in potem po nosečnosti, tiste v perimenopavzi, zdaj je ogromno, se govori o tem, in pa ženske, ki vstopajo v menopavzo. Vse te potrebujejo podporo na poti do zdravja in boljšega počutja in tega, da se povezujemo z našo cikličnostjo. Odlično. Bova nadaljevali s tem zanimivim izhodiščem, takoj po oglasih. Dobrodošli nazaj, gledate oddajo Moj SP. Danes z mano v gosteh Teja Snoj, čutna maserka, ženska, ki mnogim ženskam drži prostor skozi prav posebne rituale. Prejle si omenila v prvem delu pogovora, Teja, da so masaže, ki jih ti izvajaš, v bistvu namenjene ženskam v različnih življenjskih obdobjih, da pa ne gre samo za masažo kot tako, ampak da gre tukaj prav za en poseben ritual. In ta Wim Hara masaža z ritualom je kaj točno? Wim Hara masaža, oziroma jaz pravim, da je to kar en tak celoten ritual, je v bistvu meni ljuba tehnika, zato ker je res narejena na podlagi raziskovanja ženskega telesa. In to je ritual, v katerem sprostimo telo, poskrbimo za telo celostno. Torej, sprostimo mišice, fascijo, sklepe. Potem vmes med masažo izvajam akupresuro po določenih točkah, ki vzpodbujajo pretok energije, prekrvavitev rodil, drugih organov v trebuhu, vmes seveda se zgodijo tudi kakšna čustveni dojemanja, torej pravimo, da spuščamo neke travme, čustvene blokade, energetske blokade, in pa seveda meni ljubi potem rebuzo šali, ki so jih uporabljale majevske babice, jih še danes. To je v bistvu povijanje telesa kot nek mamin objem, se zdi, čuti, za priklic naše razpršene energije, ki jo širimo v okolje, Torej, ženska se poveže s seboj, prikliče nazaj svojo energijo, začuti svoje telo, se poveže z njim. Vmes naredim tudi zvočno masažo, v bistvu zvočno kopel, in pa potem žensko pustim v meditaciji, lahko je to vodena meditacija ali pa samo s seboj. Tako da je to res en tak čudovit ritual namenjen ženski, da sprosti svoje telo, se poveže s seboj. Se pravi, je masaža samo tisti en droben del vsega, oziroma ne tako zelo droben, ampak vendarle en del vsega tega, kar se pri tem ritualu pravzaprav dogaja, glede na to, da si omenila akupresuro, meditacijo, zvočno kopel. Mogoče še enkrat ponoviš, kako se reče temu povijanju, temu objemu ženskega telesa? To so rebuzo šali. Taki široki, dolgi šali, ki jih ovijemo okoli tvojega telesa. Odlično.
So pa te masaže med drugim namenjene tudi ženskam, ki se soočajo z izzivi s plodnostjo. Da mogoče lahko malo več poveš o tem delu. Torej, takih žensk vemo žal po statistikah, da je kar veliko. Po nekih podatkih naj bi se vsak 6. par v bistvu soočal z izzivi s plodnostjo. In je to neka masaža, oziroma ritual celoten, ki lahko pomaga paru, ki se sooča s tako težkimi izzivi? Lahko zagotovo rečem to, da je zelo pomembno, da je v medicinskih postopkih, vemo, da gremo čez zelo težke izkušnje, čez razočaranja, zakaj se mi to dogaja. Čustva so zelo močno prisotna in tak ritual je podporen z vidika, da se telo sprosti, da nekako umirjamo živčni sistem. Seveda je pomembno, da so naši organi v telesu optimalno aktivni, da so prekrvavljeni, ker potem tudi oni delujejo bolje. Vemo, da se čustva lepijo na določene organe, ki jih potem vedno več čustev, ki je naloženih na njih, jih zakrči, ne morejo lepo delovati. In s to masažo v bistvu sproščamo vse te stvari. Ženske pa dobijo podporo, ki jo potrebujejo. In glede na to, da sem sama dala to izkušnjo čez, lahko rečem, da jih razumem. Kar pa je za njih res zelo pomembno, da so slišane, da čutijo, da veš, kaj se jim zares dogaja. Se pravi, je ta ritual Wim Hara zelo primeren za ženske, ki so ali pa niso še v raznih zdravstvenih, medicinskih postopkih uradne medicine, ki jih pa potem lahko čudovito podprejo zraven na poti do dosege njihovega cilja. Točno tako. Odlično. Kaj pa v prvem delu pogovora si omenila, da je masaža oziroma da je ta celoten ritual zelo primeren tudi za ženske, ki so v perimenopavzi, in rekla si, da se o tem zadnje čase še posebej veliko govori. Mogoče še malo o tem poveš? Ja, ženske v perimenopavzi bi lahko rekla, da vso zgodbo, ki so jo spisale v življenju do zdaj, pa so seveda bili vmes trenutki, ko se mogoče nismo slišale ali pa smo obdržale neke stvari zase, jih ne predelale, ne spustile, to kasiramo zdaj. In je to neka predpriprava za vstop v menopavzo. Torej, razčisti, razdelaj, kaj vse nisi predelala v svojem življenjskem obdobju pred simptomi menopavze, da potem lažje vstopiš v menopavzo. Tako da ženske, ki se to obdobje je res zelo naporno, srečujejo se z mnogimi izzivi. In spoznati sebe, svoje telo, ga slišati je ena od resnic, ki ti pomaga, da potem greš lažje čez vse te izzive. In Wim Hara masaža je ena od tega, ki te tudi uči, da spoznaš svojo cikličnost, da predelaš neke stvari, da se poglobiš vase, in potem je vstop v menopavzo toliko lažji. Preden se vračava nazaj na tisti poslovni del, vendarle si kljub temu, da si zelo čuteča maserka in držalka prostora, vendarle tudi mikropodjetnica oziroma SP-jevka, bi te prosila, če nam za konec tega dela pogovora poveš še, kje si ti sploh pridobila vsa ta zelo specifična znanja, bi rekla? Kje si se izobraževala,
In odkot ti v bistvu vsa ta modrost? Ja, ta moja antropološka žilica, raziskovalna, je kar neumorna. In več žensk, ko me je obiskalo z določenimi izzivi, težavami, bolj me je gnalo, da raziščem in da razumem. In tako sem se izobraževala v tujini tudi, kot doma. Spoznala kar nekaj žensk, ki so znanje prinesle iz daleč in ga širijo tudi na našem območju. Vsekakor mi je pa najbolj pomembno to, da sem se izobraževala na Inštitutu za ženske vede, ki ima sedež v Avstraliji. Tam sem se učila teorije, raznih praks, ritualov. V Manchesteru pa sem potem opravljala prakso, pridobila certifikat in v Sloveniji sem trenutno edina, ki izvaja to vrsto rituala. Zelo impresivno in dolga pot, polna modrih izkušenj in tudi praktičnih ritualov in zelo intimnih posegov v telo, bi rekla, ki pa so seveda potem tudi zelo premišljeni. Zagotovo. Še se bova vrnili k delčku tvojih ritualov. Pred nami je kratek predah. V zadnjem delu pa se bova s Tejo pogovarjali, kako kot, jaz bi rekla, čutna terapevtska maserka kombinira in združuje in v bistvu kako žonglira med tem čutnim delom in pa podjetniškim delom, ki je včasih vse prej kot čuten. V nadaljevanju torej. Dobrodošli nazaj v oddaji Moje SP na televiziji Moja TV, Ljubljana TV. Tamara Nanaja-Tran je moje ime in danes v moji družbi Teja Snoj. Težko te je opisati z eno besedo, ampak ženska, ki mnogim ženskam drži prostor, ki izvaja čutne, posebne rituale, masaže, ki pa je hkrati tudi ena izmed nas SP-jevcev. In če se še malo vrneva nazaj k temu tvojemu SP-ju, kar nekaj SP-jevcev in SP-jevk je takih, ki se ukvarjajo z terapijami, s kakšnimi bolj čutnimi zadevami, svetovanjem, jogo, športom, ti konkretno s posebnimi Wim-Hara rituali. Kako uspeš žonglirati med tem čutnim delom, ki ga izvajaš, in pa podjetništvom in vsemi nalogami in pričakovanji, ki jih SP od tebe zahteva? Kako izgleda tvoj vsakdan? Žongliranje je res naporno in pestro, ker jaz sem ena od oseb, ki bi se najrajši zaprla v svoj atelje in samo sprejemala ženske in pač masirala, izvajala rituale. In se moram dati v svet, sebe tudi izpostaviti, povedati, kdo sem, kaj delam, da me spoznajo in da lahko pridobim ženske, stranke, in to je moj največji izziv. Iskreno. Kaj pa počneš vse? Recimo v tvojem delovnem tednu torej izvajaš rituale, ki obsegajo določeno časovno obdobje, imaš več strank na teden, na dan recimo. Kaj pa še vse moraš početi zraven, da tvoj SP deluje, da stoji? Rekla si, da ti je to izpostavljanje večji izziv, ampak kaj vse mora nekdo početi, da njegov SP funkcionira? Poleg storitev, ki jih ponujam, imam tukaj še online programe, ampak objavljanje raznih vsebin na socialnih omrežjih,
pisanje bloga. Trenutno postavljam spletno stran, seveda s pomočjo, ampak vseeno vsebina je moja, torej moram jaz pisati besedila od administracije, ki zna biti zelo, vzeti veliko časa. Do dizajnerskih del, do pisanja programov. Ogromno enih delavnic tudi razpisujem, torej se moram domisliti programa, moram organizirati dogodek. Tako logistično veliko enih stvari, tako da, ja. Sama svoj šef, ki multitaska in je kar zabavno delo. In pri tem ti je torej največji izziv kaj in kako se recimo s tem soočaš, oziroma kaj bi rekla, ne vem, ostalim, ki mogoče tudi razmišljajo ali pa ki se soočajo z istim izzivom, kako ti premaguješ, ne vem, ovire, kako ti premaguješ ta izziv, da postaja manjši izziv? Ena od stvari, ki sem jo še pred časom moje samozaposlitve delala in to svetujem čisto vsakemu, ker sem kljub temu tudi mama, je vstajanje zgodaj. Okay. Jaz vstanem predvsem vsaj 1 uro. In takrat se moj dan postavi. Če svojih ritualov jutranjih ne naredim tako, kot je potrebno, se izgubim čez dan. Tako da postavljanje svojega dneva zjutraj, da se pomeniš sam s sabo, da malo pomigaš, se razgibaš, da v miru spiješ kavo, je meni najbolj vredno. Da potem dan lepo teče. Moj dan je zelo raznolik, odvisno tudi v katerem ciklu ženskem sem, tako si tudi delam plan moj mesečni plan za delo in nikoli ni isto. Tako da, ja. Okay, bi tukaj mogoče, glede na to, da SP-jevcev in SP-jevk nas je v Sloveniji več kot 100,000, ne vem, koliko je žensk, ampak bi rekla, da kar zelo velik odstotek SP-jevk je tudi žensk. Bi mogoče tukaj povedala stavek 2 več o tem, kako si svoje delo reguliraš glede na cikličnost? Ja, recimo v času krvavenja, torej menstruacije, si zagotovo ne naročam strank. Takrat nimam odprtih terminov, takrat si dovolim dan, 2 samo zase. Takrat sem bolj v nekih teh kreativnih vodah, si dovolim biti in razmišljati o mojem poslu ali o tem, kaj želim graditi. In seveda potem po menstruaciji se začne naša energija pri ženskah dvigati, tako da tam začnem počasi vstopati spet v ta svoj tek, tempo, si naročam stranke, delam plan, kaj bom v času svoje ovulacije, ker takrat imamo največ energije ženske, torej takrat zmoremo tudi tiste izzive, ki nam niso prav prijetni, ali pa so nam res težki, in potem spet umirjam svojo energijo tja do menstruacije. Tako da, ja, mesečni plan imam. Odlično, odlično. Se pravi, če tukaj malo povzemeva ta del, ko je ženska samostojna podjetnica v dneh, ko se njena menstruacija začne, takrat naj opravlja dela, ki so bolj kreativna, razmišljujoča, upočasnjena, če pravilno razumem. Lahkotnejša, okej. In tisto, se pravi, tisto bolj redno delo, tisto glavnino naj opravlja v delu po menstruaciji do ovulacije.
Tako. okrog ovulacije. Tako. Ker po ovulaciji padejo naši hormončki zelo hitro in se tudi naša energija začne nižati, tako da takrat je spet čas za umiritev in za kakšna malo bolj lahka dela v poslu. Kar je za žensko podjetnico SP-jevko v bistvu kar zelo pomembno, ne, glede na to, da smo za večino stvari v našem podjetju same. Prej si omenila, kaj vse moraš početi za to, da tvoj SP živi. In če si delo organiziramo, ne, glede na našo cikličnost, smo potem lahko tudi bolj produktivne oziroma vemo, kdaj smo bolj produktivne, kdaj smo bolj pri močeh in lahko v celem mesecu naredimo verjetno bistveno več, kot pa če stvari prepuščamo čisto nekemu naključju ali pa samo zunanjim dejavnikom. Ja, res je. Je pa sicer tudi tako, da včasih, ne, spet odvisno od tega, kaj počneš, ampak včasih se ne da čisto slediti temu. Ne, vsekakor ne. Ja, tako. Iskreno tudi jaz ne sledim čisto in spreminjam, ampak v glavnini pa nekako tako delujem, no, in tako deluje tudi moj posel. Super. Mogoče čisto za konec, lahko bi še klepetali, ampak ura žal teče. Nam poveš še, kako se ti povezuješ, sodeluješ, oziroma kakšno potrebo, če čutiš potrebo po povezovanju z drugimi podjetniki, oziroma kakšna je tvoja mreža ostalih kolegov SP-jevcev? Ja, nisem bila zelo aktivna, kar se tiče mreženja, ampak sem spoznala pred kratkim, da je to ena od res pomembnih stvari v poslu, da se predstaviš, da spoznaš tudi druge SP-jevce, ker si lahko izmenjuješ informacije. Jaz sem bila ena tistih, ki sem mislila, da bom lahko pač sama ugotovila vse stvari tega posla, ne? In predlagam res vsakemu, da se mreži, da spoznava druge SP-jevce in da sprašuje. To je zelo pomembno, da v bistvu postavljaš vprašanja ljudem, ki so šli čez isto kot mi. Hvala, odlična lekcija. Upam, da ste si vsi tisti, ki imate mogoče še malo izzivov z mreženjem, to dobro zapomnili, da ste to dobro slišali. Najin čas se je žal iztekel. Še enkrat hvala, ker si bila z nami, ker si vzela čas. Hvala tebi. Hvala pa tudi vam, ker ste bili z nama, in hvala, ker z lokalnimi nakupi pomagate podpirati domače slovensko mikrogospodarstvo, nas SP-jevce in SP-jevke. Vsem SP-jem, ki nas gledate, želim čim več povezovanja, sodelovanja, skupaj smo namreč močnejši.